V splošni bolnišnici Slovenj Gradec se je v sila kratkem obdobju zvrstilo pravzaprav kar nekaj zgodb. Od pritiska pred nekaterih zdravnikov, ki so s 1. majem umaknili soglasje za delo preko polnega delovnega časa, zaradi česar se je mimogrede zmanjšal obseg dela kar za 20%. Vodstvu je bilo tudi očitano, da ne sprejme ukrepe, ki bi omogočali uravnoteženje poslovanja. Splošna bolnišnica se torej, kot vemo, sooča z likvidnostnimi težavami, s tem je, oziroma tudi zaradi tega je sprejela in uvedla vrsto ukrepov, med njimi tudi, da se zdravnike plačuje po referenčnem količniku. Ob vsem tem pa vodstvo in sindikati niso uspeli najti nekega dialoga. Kakšna je situacija danes po prenekateri izredni seji in tudi po posvetovanju ministrstva, ki mimogrede od splošne bolnišnice Slovenj Gradec zahteva, da sami torej prihranijo 670 000 evrov. Sem se pogovarjala z predsednikom sveta zavoda splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Niko R. Kolarjem. Pa poglejmo, kaj je v ta namen povedal. No, če se vrnemo nazaj za nekaj dni ali pa za nekaj mesecev, moram reči, da situacija v bolnišnici ni bila čist nič dobra, da so odnosi bili skrajno skrhani na relaciji seveda posameznih oddelkov, predstojnikov, zastopnikov sindikata do poslovodstva in v končni konsekvenci tudi do sveta zavoda. Ker zelo natančno spremljam kot predsednik sveta vsa dogajanja, nam ni vseeno in nam ne more biti vseeno, zato sem imel določene posvete tudi na Ministrstvu za zdravje v Ljubljani, predvsem zaradi, se pravi, pripomb, ki jih je ministrstvo podalo na letošnji finančni načrt bolnišnice. Če je prej veljalo, da je zaključen račun za leto 2013 bil dobro sprejet, je veljalo za 2014 finančno načrtovanje z naše strani nekoliko sporno, predvsem zaradi tega, ker nismo upoštevali drugega obroka za izravnavo plačilnih nesorazmerij, ki jih nismo upoštevali v ta načrt, ampak smo planirali, da se to zgodi v letu 2015. No, tu gre za kar obsežen, zahteven znesek, krepko čez 600 000 evrov, ki jih moramo seveda znotraj bolnišnice zbrati in jih vključiti v načrt. In pa nekaj manjših popravkov je bilo vezanih še na investicijski ravni, ampak to niso takšni problemi, da jih ne bi zmogli. Drugo je pa seveda, kar zadeva teh odnosov in se pravi zavračanje dežurstev, smo zelo hitro ugotovili, da se tudi manjša obseg dela, zmanjšuje se finančni prihodek in nenazadnje podaljšuje se čakalne dobe za paciente. To ni dobro in zaradi tega sem bil mnenja, da moramo z sklicem izredne seje poskušati najti kompromis in odpraviti to stanje. Lahko rečem, da nam je to uspelo po kar dolgih, skoraj da 4-urnih pogajanjih. Predstojniki so, se pravi, pristali na naš predlog poslovodstva in tudi na sklepe, ki jih je zavzel svet ob tej priložnosti, in tako velja, da bo s 1. junijem do konca tega leta bojo veljali varčevalni ukrepi do tiste mere, ki bojo seveda poskušali ublažiti, se pravi, določena nesorazmerja in bomo seveda z voljo predstojnikov, ki so jo pokazali, da se bo še dodatno varčevalo, prišli do sporazuma. Torej, omenili ste že tistih 670 000 evrov, za katere ministrstvo zahteva, da jih torej prihranite sami. Pa vas seveda sprašujem, na kakšen način lahko splošna bolnišnica Slovenj Gradec torej prihrani tako zajeten znesek? Glejte, 19. junija bomo imeli redno sejo sveta zavoda. Ob tej priložnosti bo poslovodstvo moralo tudi podati članom sveta določene finančne izračune prihrankov, ki jih predvideva poslovodstvo skupaj z predstojniki oddelkov, in ti prihranki bojo v glavnem vezani na pri dobavah zdravil po svoje in pa seveda pri notranjih razporeditvah varčevanja po posameznih oddelkih, tako da po nekako
določenih izračunih bi lahko ta znesek privarčevali, ampak projekt je zahteven. Je pa res, da do konca leta je še kar nekaj mesecev in upamo, da se nam bo to posrečilo. Ti zdravniki, ki so torej s 1. majem umaknili soglasje za delo prekopovnega delovnega časa, zdaj, če pravilno razumem, ponovno opravljajo dežurstvo. No, v tem tednu se to ureja, tako da administrativno to ni več problem in praktično so že tudi razporeditve take, da bojo od 1. junija naprej omogočale vse približno takšno, bi rekel, delovanje kot nekaj mesecev nazaj. Gospod predsednik sveta, le še zadnje vprašanje, torej drastično nižanje plač po tem takem, po vsem tem dogovoru, po tem dialogu, katerega ste nazadnje opravili tudi z ministrstvom in zdravniki, ne bo več potreben. Ja, zdaj za plače, ne gre samo za plače, ne. Tu gre v bistvu samo za tisti del dežurstev, ki je bil po svoje sporen, in tisti del smo nekako na to, da se ta spornost odpravi, pristali, ampak seveda z določenimi pogoji. Jaz dopuščam, da bojo ti pogoji takšne narave, da se bojo uresničili.